Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z nami je danes evropski poslanec, gospod Igor Šoltes. Lepo pozdravljeni, gospod Šoltes. Me veseli, da smo se tudi mi uspeli ujeti. Pa bi vas vprašala, vi ste poslanec skupine Zelenih, sprav Evropske svobodne zveze v Evropskem parlamentu. Kakšna je vaša povezava z matično stranko Desus, se pravi Zeleni Desus, s parlamentom v Sloveniji, pa ljudstvom v Sloveniji, ki vas je izvolilo? Jaz bi mogoče to ločil na več poglavjih. Dobro. Ja, teh zadnjih 5 let sem v Evropskem parlamentu deloval brez politične stranke v Sloveniji. Bil pa sem član politične skupine v Evropskem parlamentu, kjer sem se ukvarjal s temami, ki so zelo pomembne za prihodnost ne samo Evrope, ampak tudi Slovenije in njenih prebivalcev. Ob koncu mandata sem dobil vabilo strani Desusa, če bi sprejel mesto nosilca na njihovi listi, in po pogovorih in po ugotovitvi, da pravzaprav lahko delijo tiste vrednote, ki jih sam zagovarjam, to je solidarnost, to je socialna družba in pa seveda tudi država, vladavina prava, človekove pravice in pa odnos do zdravega in čistega okolja, smo se dogovorili, da nastopimo skupaj tudi zato, ker je prihodnost utemeljena na reševanju tako ekologije kot tudi demografije. In če samo za hip ostanem pri demografiji, moramo vedeti, da tudi Slovenija postaja vedno starejša država z vedno starejšo populacijo in že čez nekaj let bo starejših od 65 let več kot tistih, ki so mlajši od 10 let. Torej, to bo predstavljal en resen izziv tako socialni, zdravstveni, pokojninski politiki, kot pa seveda tudi gospodarstvu, transportu, energetiki in drugim politikam, ki so utemeljene na družbi in na človeku. Ja, hvala. Na evropskem nivoju se prav tako povezujete v stranke. Kako vključenost v Evropsko stranko vpliva na vašo avtonomijo pri odločanju? A ste v prvi vrsti poslanec svoje lastne stranke, poslanca Evropske, mečkan pač v tem smislu? Ja, no, kot rečeno, jaz sem bil brez matične stranke, tam delujem, oziroma sem deloval v okviru Evropske zelene skupine, ampak pri glasovanju, pri odločanju o temah me je vedno vodila prvo lastna vest. Seveda tudi interesi Slovenije in pa stališča poslanske skupine. Vsekakor sem pa vedno seveda dal prednost interesom Slovenije in ni bilo tako redko, da sem glasoval drugače, zlasti pri vprašanjih, kjer bi z odločitvami glasoval drugače, kot bi bilo to dobro za našo državo. Tako da v tem delu sem poskušal ravnati tako, da sem ostal na, če rečem, liniji tistih vrednot, elementov, na katerih sem gradil tudi svoje poslanstvo in svoje delo zadnjih 5 let. Koliko ste pa lahko slišali na tak način? Zelo, ker če pogledamo statistiko, v Evropskem parlamentu sem imel od vseh evropskih poslancev največ govorov. In se pravi, neposrednih nastopov na plenarnem zasedanju, kar pomeni, da sem velikokrat lahko povedal svoje mnenje. In velikokrat tudi s tem prepričal marsikoga znotraj parlamenta, predvsem pa sem v svojih govorih argumentiral lastna stališča, zakaj sem glasoval tako, kot sem, oziroma kako nameravam podpreti ali zavrniti kakšen predlog, ki je v proceduri glasovanja v Evropskem parlamentu. Hvala. Ja, kakšno je vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske? No, predvsem je vsak zavezan volivcem, zavezan tistim, ki so ga izvolili. Mislim, da vse imajo stranke določene pravila, postopke, ampak mislim, da to, kar velja, vsaj za nekatere, no, da pustijo svojim predstavnikom, da seveda glasujejo tudi po svoji vesti, če jo seveda imajo,
Drugače pa sledijo tudi tistim politikam, kateri so se zavezali z povezavo z vstopom v določeno politično skupino. Tako na ta način tudi opredelijo svoj vrednostni kompas in tudi zato postanejo predvidljivi pri sedanjih in bodočih odločitvah. In tudi na podlagi tega je potem mogoče že naprej sklepati, kakšne morebitne koalicije se oblikujejo. Hvala. Ja, kakšno pa je vaše stališče glede reprezentativnega mandata po Ustavi Republike Slovenije, 82. člen in glasovanje po prepričanju stranke? Vas je to zdaj malo podobno prejšnjemu vprašanju? No, se to sem že odgovorila. Ja. Jasno je, da tukaj mora iti za svobodo, ker to ni sistem, po katerem bi bil vezan v smislu navodil, kako moraš glasovati. In ta vezanost na tisto, kar se govorilo prej, se mi zdi ključna, se pravi. Vezanost na volivce, ki so te izvolili. Ja, seveda. In na njihovo zaupanje. Hvala. Ja, lokalna samouprava v mednarodni skupnosti je uzakonjena z listino MLLS, ki je že leta 1985 sprejel Svet Evrope. Zdaj, kot država članica Sveta Evrope je listino leta 1996 ratificirala tudi naša država. A se vam zdi, da se vrednote omenjene listine izvajajo v pravi meri? Oziroma, kakšen bi bil vaš predlog za bolj polno upoštevanje vrednot listine, zlasti preambule? Ja, glede na to, da gre to za listino s pristojnosti okvirja Sveta Evrope, je potrebno reči, da se zelo pomembno poudarja tudi vloga lokalne samouprave. In sam sem velik zagovornik politiko spodaj navzgor. In šele do spodaj navzgor se čuti tista prava politika, tisti pravi izzivi, ki lahko rečem krtarijo ljudi na določenem geografskem ali pa lokalnem področju. Seveda se na visoki politični ravni sprejemajo usmeritve, sprejema se agenda prihodnosti, sprejema se tudi strategija razmerij do drugih držav, do čezatlantskih držav, do vzhoda, do zahoda, do Indije, Kitajske. Ampak tisto, kar se čuti, kar ima barvo, vonj, okus, je pa tukaj, je pa na lokalni ravni. In to je v resnici tisto, kar šteje. Ker, veste, ko ljudje govorijo o recimo Evropi, vsi včasih je to kot nekaj oddaljenega. Ko govorijo o šoli, v katero so hodili oni ali njihovi otroci, ko govorijo o trgovini, ko govorijo o hrani, govorijo o lokalnem okolju. In tega nisem nikoli prezreti. Prav je, da tudi v prihodnji evropski politiki poseben del evropskih sredstev namenimo ne samo koheziji, ampak ravno lokalni samoupravi oziroma razvoju in opolnomočenju lokalne samouprave za upravljanje svojih nalog. Pri tem je pa seveda želel reči, da Slovenija je z leta 1993 za spremembo lokalne samouprave naredila potezo, ki se ji ni v celoti išla pozitivno. In mislim, da smo takrat zamudili enkratno priložnost za to, da nismo ustanovili pokrajin. Mislim, da to ni dobro, kar se nam seveda maščuje še danes, tudi pri črpanju evropskih sredstev. Mislim, da veliko bolj kot same upravne enote bi bile lahko učinkovite pokrajine, ki bi imeli del delegiranih državnih pristojnosti in lokalnih, ampak veliko bolj kohezivno bi se lahko uveljavljale tudi čez lokalne iniciative ali pa medlokalne iniciative. Ker danes se zgodi, da ko se občine skušajo povezovati, dostikrat ravno zato, ker nimajo na nek način čisto oblikovanih skupnih strateških pozicij, pride do sporov in potem tudi do tega, da se evropski projekti, ki se financirajo za take skupne projekte, znajdejo na preizkušnji ali bodo porabljeni v roku, v skladu z tistim, kar je podpisano, ali pa bo treba sredstva vrniti. Zato mislim, da moramo vseeno ohraniti še ta delček upanja, da vseeno smo bolj učinkovito delali, ko smo imeli mogoče drugačen način te lokalne samouprave. Prednost, čeprav rečemo, da je ta naša Slovenija res razdrobljena po malih občinah, ker jih je res veliko, pa je ta, če se vozite po Sloveniji, boste videli, da je s tem izjemno veliko pridobila lokalna infrastruktura. Praktično kamorkoli zdaj pridete, imate relativno zelo urejene infrastrukture, nove ceste, novi pločniki,
ta del je očitno prinesel svoje rezultate in tisti, ki so prej bili pod kakšno drugo večjo občino, so rekli, če ne bi imeli svoje občine, nikoli ne bi prišli Ja, to marsikdo do teh, reče. Ja. do teh efektov. Ampak mislim pa, da bi rabili ta pokrajinsko povezavo, ki bi ravno tvorila ta subjekt povezovanja. Vključno z povezovanjem na komunali, se pravi komunalni povezanosti, se pravi vodovodi, kanalizacije, tista infrastruktura, ki v tem razbitju pa predstavlja potem večji strošek za potrošnika in višje položnice. Hvala. Ja, še vprašanje, kako sodelujete z ostalimi poslanci, našimi evropskimi, kaj vas povezuje, kaj vas ločuje oziroma obratno? Ja, jaz moram reči, da mi seveda nismo združena reprezentanta Slovenije. Ja, Da prav ste. seveda igramo za različne klube, če se tako bolj slikovito izrazim. Ampak dejstvo pa je, da takrat, ko gre za strateške interese, takrat, ko gre za tiste vitalne interese, mislim, da bi večkrat morali stopiti skupaj in da bi večkrat morali pokazati enotnost. To, kar počnejo včasih drugi poslanci, gre, da imamo, recimo Hrvaške, se mi zdi, da so večkrat znali bolj poenoteno zavarovati interese, ampak jasno pa je, ne, da tam tudi odnos med vlado, seveda med državami poslanci, bilo je drugače kot pri nas. In sam sem zelo pogrešal, da teh stikov, teh izmenjav ni bilo še več v tem zadnjem mandatu. Mislim, da je prav, da tudi poslanci vemo za pomembne strateške odločitve matične države, ker tako lažje dosledno zagovarjamo interese. Je pa res, da se v vseh temah seveda nikoli ne bomo strinjali, ampak še enkrat ponavljam, ko gre pa za varnost, ko gre za meje, ne, ko gre za suverenost, tukaj je pa edina prava pot enotnosti. Ja, nekje mora biti povezava, ja, pa iztočnica tudi še za ostale, morebitne povezave. Držimo pesti zanje, ne? Ja. Ja, kaj pa želite sporočiti gledalcem? No, predvsem to, da seveda je Evropa velika in tudi dobra skupnost, ker ohranja projekt miru toliko časa in to je vredno hraniti tudi v prihodnje. Ampak nikoli ne pozabimo tudi na to, kar nas ohranja in dela žive. To pa je hrana, to je voda, to je zrak in na koncu to je svoboda. In to so ti 4 elementi, ki so pomembni za vsakogar od nas. In želel bi, da vsak na svoj način damo svoj doprinos, da te elemente ohranjamo, kolikor se da v največji meri zdravem okolju, seveda vzdržni. Hvala lepa, gospod Šoltes. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, in nasvidenje, pa lep dan. Nasvidenje.